Torej še enkrat pozdravljeni vsi prisotni na dogodku, pa tudi vsi, ki boste poslušali podcast. Danes se bomo pogovarjali o izdaji knjige Digitalizacija dela in življenja. Pogovarjali se bomo z urednico in urednikom knjige doktorico Aleksandro Kanjo Mrčela in doktorjem Andrejem Kohontom ter avtoricama posameznih poglavij, doktorico Barbaro Rajgelj in Leo Markelj. Torej, Aleksandra Kanjo Mrčela je profesorica na Fakulteti za družbene vede in predstojnica Centra za proučevanje organizacij in človeških virov. Raziskovalno se ukvarja s spremembami na področju dela, zaposlovanje, zadnje čase predvsem s platformnim delom, in raziskuje, kakšne so posledice tega platformno organiziranega dela, predvsem na delovne razmere delavk in delavcev. Doktor Andrej Kohont je profesor na Fakulteti za družbene vede in raziskovalec na Centru za proučevanje organizacij in človeških virov. Ukvarja se s kadrovskim menedžmentom, vodenjem in karierami. V povezavi z digitalizacijo ga pa zanima predvsem, kako ta spreminja delovna okolja, načine in kakovost dela zaposlenih ter kako na te spremembe organizacijsko odgovoriti. Potem pa še Barbara Rajgelj, je pa docentka za pravne predmete na Fakulteti za družbene vede in raziskovalka na Centru za proučevanje organizacij in človeških virov. Raziskovalno se ukvarja z industrijskimi odnosi, delovnimi razmerji, pravom socialne varnosti in družinskim pravom. V zadnjem času pa se predvsem ukvarja tudi z ustavnim pravom in vladavino prava. Je pa velja izpostaviti, da je področje digitalizacije in umetne inteligence začela raziskovati že leta 2018 ob kuriranju diskurzivnega dela festivala Grounded, ki je takrat načel temo intimnosti v času umetne inteligence. Potem je pa še Lea Markelj iz Mirovnega inštituta, ki je doktorska študentka študijev spolov na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s temami na presečišču spola in dela in na Mirovnem inštitutu sodeluje pri raziskovalnih in aplikativnih projektih, ki obravnavajo enakost spolov, nasilje na podlagi spola in seksualno delo ter skrbstveno delo. Najlepša hvala, da ste danes z nami. Zdaj, knjiga Digitalizacija in dela, ki jo imamo tudi tukaj pred nami, je v bistvu nastala, ker sta urednik in urednica nekako videla, da digitalne tehnologije hitro spreminjajo naše načine dela in življenja nasploh. In zdaj, Andrej, jaz bi kot začela z vami in v vašem poglavju v knjigi vi ugotavljate, da ima digitalizacija tudi številne pozitivne plati in opozarjate, da ne smemo biti vedno samo negativni in gledati samo na negativne plati digitalizacije. In vi to predstavite na primeru dela od doma in da začnemo z neko pozitivno noto, me zanima, če bi lahko predstavili neke pozitivne vidike digitalizacije dela, življenja. Hvala. Ja, nekako digitalizacija kot vse prisoten pojav, ki nekako prežema vsa področja našega življenja, ima lahko vedno dva različna obraza. Eden je seveda prijazen, drugi je temen in s tem se v bistvu avtorji v naši knjigi ukvarjajo skozi različne poglede in obravnavo različnih področij. Jaz sem se ukvarjal bolj z hibridnim delom. In mogoče ta pozitivna naravnanost posledica tega, da nekako ugotavljam, ko sem raziskoval delo od doma po pandemiji oziroma med pandemijo, da je takrat imela digitalizacija oziroma digitalno podprti načini dela, v katere smo bili nekako kar vrženi, nek bolj temen obraz. Se pravi, da je prevladovalo precej negativnih vidikov, da se ne podjetja, ne posamezniki nekako niso bili dovolj pripravljeni na sam pojav tako obsežnega dela na daljavo. In seveda so potem imeli posamezniki, zaposleni in na drugi strani tudi vodje in drugi odločevalci v podjetju, kar precej nekih ovir, s katerimi so se srečevali, ko se je to delo izvajalo. Zdaj je situacija, vse po rezultatih te raziskave, ki je bila narejena na približno 80 intervjujih, precej bolj pozitivna. Bistveno, kar se mi zdi, da je to, da ugotavljamo, da si ljudje tega dela želijo, da nekako
morda, kar je še najbolj odprto, prihaja sicer do nekih razlik, ne, med različnimi segmenti zaposlenih, ker vsi nimajo možnosti, da delajo hibridno oziroma nadaljavo. V glavnem pa je v bistvu sam način dela, ki je precej spremenjen, podprt, organizacijsko podprt, in to je tisto, kar me najbolj zanima, se pravi, kako človeka podpreti v teh spremenjenih okoliščinah, mu zagotoviti določene vire, ki bodo delo spremenili oziroma omogočili, da se delo opravlja na način, da bo nekako blizu človeku. In če govorimo o pozitivnih vidikih digitalizacije, seveda, kot sem rekel, ima pozitivne in negativne strani, vendar se mi zdi bistveno, da nekako naslavljamo digitalizacijo kot proces, ki postavlja v središče človeka. Se pravi, nekako human način, ki naj bo tudi etičen, ki naj bo pravno formalno urejen in ki naj prispeva k družbenemu razvoju. Se pravi, na nek način digitalizacija je tukaj, vsi jo živimo, živimo jo na različnih področjih in se vsak za njo na nek svoj lasten način tudi srečujemo in smo nekako bolj pripravljeni na uporabo različnih orodij, ki nam jih ponuja. Vendar, če samo nekako se odzivamo na digitalne spremembe in orodja, ki so nam na voljo, in vsak dan jih je več, je to na nek način pot, ki po mojem mnenju ni prava. Se pravi, da je bistveno, da smo tudi kot družboslavci vpeti v sam razvoj digitalnih orodij, da nekako prisustvujemo na aktiv način v tem procesu in mislim, da je to na nek način tudi eno od sporočil naše knjige. Se pravi, da se temu pridružujejo vsi avtorji, pa bodisi da gledajo na digitalizacijo kot na nek, kot pravim, bolj nekateri celo govorijo o temnih plateh digitalizacije, ali pa bolj tudi na pozitivne vidike, konec koncev na področju skrbstvenega dela in še kje drugje. Tako da ja. Najlepša hvala. Še eno podvprašanje imam za vas. Se pravi, zdaj, če nas posluša nek kadrovnik, kadrovnica v nekem podjetju, kako pa lahko oni organizacijsko podprejo to delo od doma, za katerega ste ugotovili, da je zaželeno? Kakšni so ti ukrepi? Ja, prispevek, ki sem ga pripravil, ima še en podnaslov, potreba po sodelovanju v živo. Se pravi, ne samo, da delamo iz svojega naslonjača ali pa za pisalno mizo doma, pa smo srečni, ker imamo ob tem tudi nekaj več časa morda zase, kar je morda tudi ena od bistvenih prednosti, ki jo posamezniki izpostavljajo, ki na ta način delajo. Je pa po drugi strani bistveno, da gre res tudi za nek hibriden način, kjer se sodelavci vračajo nazaj v delovna okolja, kjer imajo možnost, da sodelujejo, recimo predvsem, ko govorimo o ljudeh, ki so v organizaciji manj časa, o mladih, se pokaže kot izjemno problematično, recimo mentorstvo, uvajanje, prenos znanja, pridobivanje nekih specifičnih znanj, ki so organizaciji lastne in nekako to pa ne gre, samo z digitalno podporo oziroma je precej bolj omejeno, se pravi ta osebni stik in po drugi strani tudi iskanje nekih kreativnih rešitev. Vemo, da se kreativne rešitve seveda lahko vedno pojavijo na ravni posameznika, do tega velikokrat pride, še bolj pa smo nekako kreativni, če smo skupaj, če smo v neki ustvarjalni debati, če gre za neko viharjenje misli, in to pripelje do najboljših rešitev. Se pravi, takrat pa je bistveno, da smo iz oči v oči v nekih delovnih okoljih in mislim, da je to ključno, da veliko se tudi o tem govori, da podjetja zmanjšujejo obseg delovnih prostorov, ravno zato, ker je seveda to stroškovno bolj učinkovito, blizu tem novim oblikam dela, ampak se pokaže, da so pa prostori druženja, srečevanja ključni za nek razvoj podjetja in kot pravim, zato ravno naslov mojega poglavja, nekako potreba po nadaljnjem sodelovanju v živo.
Okay, najlepša hvala. Ostajamo pri delu od doma. Tam se odvija tudi platformizacija skrbstvenega dela. Naprimer, obstajajo platforme za varstvo otrok ali pa za čiščenje na domu. To sta taka dva znana primera in zdaj Leja, vi ugotavljate, da imajo platforme nek pozitiven potencial, da bi zagotovile dostojne delovne razmere, da povečujejo tudi vidnost tega skrbstvenega dela, ga formalizirajo, profesionalizirajo. In zdaj me pa zanima, kako je v praksi. Smo lahko optimistični glede tega? Ja, jaz sem v poglavju v bistvu obravnavala izsledke mednarodne literature in sicer me je zanimalo, kako platformizacija vpliva na delovne razmere v sektorju skrbstvenega dela na domu. Namreč Mednarodna organizacija dela poroča, da se je obseg platform na tem področju v zadnjem desetletju povečal za kar 8-krat in to zlasti kot odgovor na tako imenovano krizo oskrbe, ki je pa posledica več dejavnikov. Na eni strani seveda povečane stopnje zaposlenosti žensk, ki so prej opravljale reproduktivno delo v zasebni sferi, na drugi strani pa tudi staranja prebivalstva in pa učinkov nekih neoliberalnih politik, naprimer privatizacije javnih storitev. In zdaj platformno skrbstveno delo predstavlja v bistvu digitalno organizirano oziroma posredovano obliko dela, ki je bila sicer tradicionalno posredovana preko bodisi javnih ali pa zasebnih agencij, ki so v bistvu napotovale delavke v zasebna gospodinjstva prejemnikov oskrbe. Zdaj pa to vlogo v bistvu prevzemajo digitalne platforme, kjer oskrbovalke delujejo v bistvu kot samozaposlene oziroma neodvisne izvajalke teh storitev in strankam na domu ponujajo običajno neke kratkoročne storitve, kot je omenila že Tinca, torej bodisi varstvo otrok, starejših oseb z ovirami ali pa tudi čiščenje in druga gospodinjska opravila. Zdaj v tem kontekstu se mi zdi pomembno tudi orisati sam položaj skrbstvenega dela na trgu storitev, ker je treba poudariti, da skrbstveno delo predstavlja nek zelo specifičen kontekst platformne ekonomije. Prvič zaradi tega, ker je izrazito feminizirano, torej opravljajo ga največkrat ženske iz nekih družbeno marginaliziranih skupin in velikokrat poteka v okvirih neformalne ekonomije. Ker je umeščeno v nek zasebni prostor, je pogosto tudi naturalizirano kot žensko delo in zaradi tega tudi nevidno in podcenjeno, kar pa hkrati tudi legitimira prisotnost nekih izkoriščevalskih delovnih razmer v tem sektorju. Naprimer, Mednarodna organizacija dela poroča, da imajo prav delavke v zasebnih gospodinjstvih v bistvu najslabše delovne razmere od vseh zaposlenih v oskrbi in so še posebej izpostavljene izkoriščanju. Njihova delovna mesta so pogosto neformalna, negotova in priložnostna. In zaradi vsega tega so v nasprotju z platformami v sektorjih, kjer prevladujejo bolj formalne ali pa rečemo temu bolj regulirane vrste zaposlitev, kot naprimer prevozna ali pa kurirska dejavnost, platforme na področju skrbstvenega dela vstopile z neko upanjem ali pa potencialom za izboljšanje delovnih razmer ali pa za zagotavljanje nekih bolj dostojnih delovnih razmer. To pa zaradi tega, ker naj bi povečale vidnost tega dela, ki je prej potekalo, ki še zdaj poteka v bistvu za vrati zasebnih domov. Prav tako zagotavljajo večjo fleksibilnost z vidika delavk, omogočale pa naj bi tudi potencialno formalizacijo zaposlitvenih praks in seveda tudi neke nove delovne priložnosti za te delavke. Vendar pa jaz v poglavju na podlagi ugotovitev mednarodnih raziskav ugotavljam,
da v bistvu med tradicionalnimi oblikami skrbstvenega dela in platformnim skrbstvenim delom ni velikih razlik z vidika dostojnih delovnih pogojev. In čeprav platformizacija prinaša neke pozitivne učinke, ki sem jih ravno prej omenila, pa raziskave izpostavljajo, da platforme še vedno ohranjajo prekarne delovne razmere, ki so tudi seveda sicer značilne za skrbstveno delo in pogosto ne zagotavljajo dostojnih delovnih pogojev. Zdaj, jaz sem imela v planu izpostaviti še ene par bolj konkretnih ugotovitev teh raziskav, sicer ne vem, ali imam čas, ali gremo naprej, pa se mogoče potem vrnemo nazaj. Kar zdaj, okej. Torej, prvi sklop ugotovitev teh raziskav se nekako nanaša na zaposlitveni status in socialno varnost. Torej, različne raziskave so pokazale, da platforme na različne načine prispevajo k formalizaciji dela. Naprimer, skozi to, da povečujejo njegovo institucionalno vidnost, naprimer, uvajajo registracijo delovnih razmerij, uvajajo tudi davčne obveznosti, sledljiva digitalna plačila, recimo tudi beleženje opravljenih nalog, kar vse služi kot nek zapis delovnega razmerja, ne. Vendar pa se te platforme razlikujejo v tem, do katere stopnje formalizirajo zaposlitve. Naprimer, nekatere platforme delujejo kot tako imenovane spletne tržnice, ki v bistvu samo oglašujejo delovna mesta in ponudbo, kot neki oglaševalski portali, in te platforme ponavadi so minimalno vpletene v ta nek nadzor nad delovnimi pogoji. Medtem ko nekatere druge platforme pa delujejo kot platforme na poziv, ki so pa aktivno zavzele vlogo posrednikov in tudi urejajo delovna razmerja in nadzorujejo neke delovne procese, v katerih se znajdejo delavke. V obeh primerih še vedno imajo te delavke status samozaposlenih, kar tako kot v primeru drugih platform na nek način legitimira to vlogo platform kot posrednikov, ne pa tudi delodajalcev z nekimi bolj konkretnimi obveznostmi v odnosu do delavcev, ne. Raziskave tudi kažejo, da kljub spodbujanju formaliziranih zaposlitev v praksi še vedno prevladujejo neformalne oblike dela. To je posledica tega, kar sem že omenila, torej da platforme kot posredniki in ne tudi kot delodajalci v bistvu sploh nimajo mehanizmov za nadzor nad pogoji dela. In zato so ti pogoji dela največkrat tudi dogovorjeni na podlagi pogajanj med delavkami in prejemniki oskrbe. In največkrat je tako, da imajo stranke, torej prejemniki oskrbe, večjo pogajalsko moč v rokah in zato lahko tudi imajo večji nadzor nad določanjem tega, kako bo pač neko delo opravljeno, ne. Poleg tega delavke na primer tudi pogosto kombinirajo formalno delo, ki je dogovorjeno na platformah, z nekimi neformalno dogovorjenimi deli, ki potekajo zunaj platform, kar sicer seveda omogoča večji dohodek tem delavkam, ampak spet ne zagotavlja ustrezne socialne zaščite, ker v bistvu tudi ni osnovano na nekih pogodbah in tako naprej, ne. Recimo raziskave tudi ugotavljajo, da platformno delo omogoča večjo fleksibilnost, kar se mi zdi, da so pokazale tudi raziskave v drugih sektorjih platformnega dela. Omogočajo tudi večjo avtonomijo pri določanju delovnega časa, ampak velikokrat je ta fleksibilnost nekako navidezna. Platforme še vedno omogočajo uporabnikom, da delavke najemajo ad hoc, kar povzroča veliko negotovost, saj delo seveda zopet ni redno, zaposlitve so kratkotrajne, zaslužki tudi močno nihajo, na primer, ne. Kar je razlika v primerjavi s platformami v drugih sektorjih trga dela, je recimo to, da imajo delavke
mogoče malo večjo mero avtonomije, ker naprimer same določajo cene svojih storitev, medtem ko v drugih sektorjih dostikrat cene določajo naprimer algoritmi, a ne. Recimo v primeru dostave je cena pogosto določena tudi glede na to, kakšno je vreme in koliko časa bo dostavljalec rabil, da bo dostavil naprimer hrano, a ne. Hkrati recimo raziskave tudi izpostavljajo to, da so v platforme vključene številne oblike neplačanega dela, kot je naprimer samopromocija, usklajevanje zelo razdrobljenih urnikov teh delavk, pa tudi emocionalno delo. Dodaten izziv predstavljajo posredni stroški, kot so naprimer prevoz na delovno mesto. Velikokrat je problem to, da te delavke delajo za več strank hkrati in se morajo v istem dnevu pripeljati na veliko različnih lokacij, kar seveda tudi povečuje stroške dela, sploh za delavke, ki prihajajo iz recimo ruralnih okolij. Tako da, če zaključim, torej ugotavljam v poglavju, da v bistvu še vedno platforme kot podjetja ali pa neke korporacije reorganizirajo trg skrbstvenega dela v skladu z lastnimi interesi in z interesi dobička, in da še vedno ne zagotavljajo socialne zaščite, slabijo pogajalsko moč delavk in ne odpravljajo te negotovosti zaposlitve. Hkrati pa uvajajo tudi neke nove oblike algoritemskega upravljanja. Ja, na to bi se še naprej navezala. Se pravi, ta koncept algoritemskega upravljanja se večkrat pojavi v tej knjigi Digitalizacija dela in življenja, pa tudi na splošno je v tuji literaturi, sploh v sociologija dela, kadrovski menedžment, velikokrat prisoten in me zanima, Lea, bi lahko prosim podala nek praktičen primer, kako izgleda to algoritemsko upravljanje, morda ravno na primeru teh platformnih delavk v skrbstvenih domenah? Ja, zdaj tudi tukaj se algoritemsko upravljanje razlikuje od drugih sektorjev trga dela oziroma platformne ekonomije, ker delavke imajo neko določeno stopnjo avtonomije, sploh zaradi tega, ker lahko same izbirajo naprimer dela ali pa stranke. Torej, to, za katero delo se bo odločila neka delavka, je dogovorjeno med njo in pa med prejemnikom oskrbe. Torej, imajo vseeno neko avtonomijo, no. Hkrati pa seveda pogosto delajo za več strank oziroma delodajalcev, kot sem že prej omenila, in so pod nadzorom torej večjih delodajalcev, a ne. Kljub temu je to algoritemsko upravljanje v skrbstvenem delu ključnega pomena. Eden izmed razlogov je tudi ta, da je v skrbstvenem delu zelo pomembno zaupanje, zaradi tega, ker gre tudi za intimno delo, a ne, in da bi platforme v bistvu vzpostavile ali pa zagotovile to zaupanje, dajejo velik poudarek na sistem ocenjevanja teh delavk. Zdaj tukaj je spet treba izpostaviti, ne, da je v platformnem skrbstvenem delu ta sistem ocenjevanja pogosto enosmeren, torej lahko samo prejemniki oskrbe ocenjujejo delavke, ne pa tudi obratno, kar je mogoče tudi ena izmed posebnosti, ne, ker na veliko ostalih platformah gre za nek dvosmeren proces, ne. Hkrati pa zaradi tega vzpostavljanja zaupanja platforme na področju skrbstvenega dela tudi izvajajo zelo obsežne postopke preverjanja delavk oziroma verificiranja. Torej, ko se vpišejo na platformo, morajo recimo zagotoviti veliko neke dokumentacije od, ne vem, potrdila o nekaznovanosti osebnih podatkov, potrdil najemodajalcev in tako naprej. Velikokrat pa se to, ali je neka delavka zaupanja vredna, preverja tudi na podlagi njihove predstavitve na družbenih omrežjih. Zdaj to se mi zdi, da je bil tudi pomemben poudarek v teh raziskavah, da ti pogoji ustvarjajo podlago za diskriminacijo, ker v bistvu so delavke na platformah profilirane glede na neke demografske značilnosti, ki so tudi odločilnega pomena pri zaposlovanju. Torej, prejemniki
oziroma iskalci oskrbe velikokrat iščejo delavke z nekimi določenimi osebnostnimi značilnostmi, kot je, ne vem, spol, starost in tako naprej, kar pa lahko vodi zopet ta oblika algoritemskega upravljanja do reprodukcije neke rasne, etnične, razrednih neenakosti in tako naprej. Najlepša hvala. Se pravi, te sistemi umetne inteligence, ki so prisotni na teh platformah za posredovanje dela, se pa vedno bolj uporabljajo tudi v konvencionalnih zaposlitvah. Se pravi, primer, če jaz zdaj iščem službo, se prijavim v neko večje podjetje, je velika verjetnost, da bo moj življenjepis pregledala umetna inteligenca. In zdaj, se pravi, v tem primeru pa govorimo o algoritemskem zaposlovanju, ne o algoritemskem upravljanju. In zdaj, Barbara Rajgal, bi pa lahko prosim podrobneje razložili, kako pa ti sistemi inteligence, kako so uporabljeni v delovnih razmerjih? Ja, torej moj prispevek in to vprašanje je nekoliko mogoče na en način ožji, kot je vaš, na en način pa širši. Širši zato, ker se te sistemi uporabljajo ne samo v platformnem delu, ampak pravzaprav je potencial za uporabo v vseh organizacijah, ki zaposlujejo in kjer preračunajo, da je ceneje uporabiti umetno inteligenčni sistem, kot pa ljudi v kadrovski službi, ki izbirajo, nadzirajo, ocenjujejo in tako naprej. Skratka, v tem smislu je to veliko širšo uporabo. Se pa te sistemi lahko uporabljajo, bi rekla, v vseh fazah delovnega razmerja. Mene je bolj zanimala ta prva faza, se pravi sklenitev, se pravi, kako se delodajalec, ki išče novega zaposlenega ali pa več njih, lahko posluži teh sistemov. V osnovi so to pač računalniški programi, da pravzaprav si pomaga pri izbiri. Tukaj te načini uporabe so lahko že preden se zaposluje, recimo iskanje potencialnih kandidatov na način, da recimo so targetirani oglasi na Facebooku. Ne vem, če želite pridobiti nove zaposlene, da ta oglas se prikazuje na Facebooku samo točno določenim osebam, ki so, ker je to bolj, bi rekla, fokusirano in morda učinkovito, tudi stroškovno bolj učinkovito oglaševanje. Če daste v časopis Delo, potem to vidijo vsi, tudi tisti, ki absolutno niso mogoče zainteresirani. Tukaj je pa to možno glede na vedenje, glede na lastnosti teh uporabnikov teh socialnih omrežij veliko bolj targetirati. Potem se uporablja to v tej fazi selekcije, torej pregled prijav, recimo življenjepise, lahko že računalniški program prebere in tudi, bi rekla, razporedi po recimo glede na lastnosti, glede na način pisanja in tako naprej, lahko razbere, kateri od recimo 6000 razpisov ali pa življenjepisov, ki pridejo na eno glas, bi bil najbolj primeren za zasedbo tega delovnega mesta. Kar me je pa najbolj, ko sem študirala to, presenetili, so pa recimo programi, ki že opravljajo razgovore, torej pravzaprav to bi skoraj rekla, to pa je že robotsko, zato ker je tam nek mehanski tudi element, video, ki te snema in razbira potem tvoje obrazne značilnosti, način tvojega govora, besede, ki jih uporabljaš, a se zdi, da si pri govoru bolj agresiven ali si bolj, skratka, vse te stvari razbere. In tukaj seveda lahko se naleti na marsikateri problem, tudi to, da to izključuje ljudi, ki imajo mogoče kako oviranost pri govoru ali pa kakorkoli že, lahko je to rasna diskriminacija, ker pač je, da tako rečem po domače, vajen ta program bolj belih ljudi ali pa bolj temnih ljudi in tako naprej, skratka, lahko je to spolna diskriminacija. V glavnem, to so recimo te primeri. Zdaj, mogoče, kar se mi zdi zanimivo, je to, da sem opazila mogoče v literaturi,
literaturi, da nam manjka da je veliko referenc, ki so na isto stvar. Recimo, ne boste našli članka, ki ne bi omenil, kako je bil diskriminatoren algoritem Amazona, ki je v bistvu, mislim, da je diskriminiral po spolu, če se prav spomnim. Skratka, in pa se vprašaš, čakaj malo, aj samo ta, mislim, da smo zdaj v fazi, ko začenjajo tudi empirične raziskave, se več empirije, ampak to je zelo težko v bistvu povezati, ker moraš po mojem za resne raziskave rabiš tehnološko znanje, da bi sploh znal pogledati v te sisteme. Pogosto so irreverzibilni, ali kako bi rekla, dajo rezultate, ki jih ni možno razbrati, odkot prihajajo, ker pravzaprav je to tako kompleksni sistemi so, da jih je težko v bistvu razbrati za nazaj in ugotoviti, kje je nastala recimo neka diskriminacija, a je problem v vnosu podatkov ali v samem algoritmu in tako naprej. Skratka, to seveda se potem tudi v nadaljevanju, v nadaljnih fazah delovnega razmerja lahko uporablja, ne sem pri selekciji, ampak mene je bolj to zanimalo. Zdaj, kakšen je odgovor prava za enkrat, to se mi zdi pomembno. Odgovor prava ni fokusiran še. V bistvu mi iščemo neke druge rešitve ali pa rešitve iz drugih pravnih področji. Ena rešitev, ki sem jo ampak to je tukaj veliko rabaš potem testiranja terena, da bi tako rekla, zelo veliko primerov rabaš, da ti lahko te druge pravna pravila, ki niso narejena za tovrstne sisteme, ampak za kaj drugega, da jih lahko apliciraš na razumen način na te probleme. Recimo, jaz sem našla en zanimiv primer Vrhovnega sodišča, ko govori o uporabi poligrafa, se pravi zelo analogne reči, v delovnem razmerju. Se pravi, ali pravzaprav ta logika je, ali lahko delodajalec, če dobi soglasje od delavca, da se uporabi poligraf, uporabi ta poligraf in ali so potem rezultati tega veljavni. In logika je mogoče malo podobna, kot ali lahko uporabi za kandidata recimo video sistem, ki je v bistvu robot. In sodišče, pri tem ta vrhovna sodba pravi, da lahko se uporabi, če je odločitev delavca popolnoma svobodna. Zdaj pa mi vemo, da v bistvu si ti v podrejenem odnosu, da ni niti sledi prisile, to reče. Ne vem, kako bi to se v praksi, da rečeš, ja, to pa meni super, jaz pa s poligrafom se res rada pogovarjam. Skratka, hočem vam reči, da v bistvu nimamo, seveda zdaj prihajajo neke nove ureditev, imamo na ravni EU, imamo GDPR, ki se ukvarja z osebnimi podatki in njihovo zaščito. Pred enim letom je začel veljati in zdaj se postopoma implementira akt o umetni inteligenci, ki pozna različne vrste umetno inteligenčnih sistemov, tiste, ki niso nevarne, tiste, ki so najbolj nevarne in take, ki so vmes, in delovnopravni te algoritmi bi bili vmes, kar pomeni, da bo treba dodatno transparentno zagotoviti in zlasti tudi sodelovanje človeškega faktorja, se pravi na nek način tudi iz GDPR-ja izhaja, da nobena odločitev, ki pride iz umetno inteligenčnega sistema, ne sme biti avtomatično aplicirana. Ampak tukaj se pravi, da mora človek to potem, ampak če od 6000 dobiš enega, ki ti ga sistem ponudi, ti pa rečeš, ja, tega bi, jaz ne vem, če je to človeški faktor. Kaj sploh pomeni človeški faktor v tem primeru? Skratka, vprašanje je res zelo veliko in mislim, da je treba veliko tukaj preigravati, da bo treba veliko o tem razmišljati, ker jaz sem zadržana, ampak začnem pa razmišljati o tem, kako pa ljudje odločamo, pa sem tudi zaskrbljena in zadržana. In ko primerjam recimo neke idealno tipske pravila iz sedanjega sveta, sem tudi v bistvu recimo ko imate prosto delovno mesto, ga po slovenski zakonodaji morate javno objaviti. Se pravi, ta ideja, da ti v bistvu na Facebooku targetiraš samo ene, pravzaprav s tem, ko targetiraš samo ene, drugim skriješ ta oglas. Dobro, ni to čist oglas za zaposlitev, ker najbolj boš
ti potem oni bodo targetirani, bodo videli ta oglas, ti bodo nekako dali vedeti in pol boš ti dal oglas za ta prav oglas. Ampak kljub vsemu, tukaj bi rekla, ja, grozen je, targetirajo sam. Ampak a veste, kaj je v slovenski zakonodaji, ki je posledica tega, da imamo to pravilo, da je oglas mora biti javen. To je izvira iz ustavne norme, ki pravi, vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Se pravi, to je v osnovi pomen, da v bistvu bi do vsakega delovnega mesta saj vedeti moral zanj, ali pa potencial vedenja bi moral imeti. Se pravi, ampak pri nas se potem pri izvedbi te ustavne norme ustavimo pri tem, da je javno objavljeno že, če nalep direktor na vhodna vrata. In zdaj pač tukaj od algoritma hočemo, da nič ne počne slabega, od direktorja pa ne zahtevamo, da to objavi na Zavodu za zaposlovanje, kjer recimo hipotetično bi vsi to videli, ampak je zadošče. Se pravi, moramo tukaj iti, tudi preigravati analogni svet in se vprašati, kaj je vse z njim narobe, zato ko kritiziramo digitalnega. In mogoče nas bo tukaj digitalni opozoril na napake analognega. No, tako mogoče v tem smislu. Ja. Wow, najlepša hvala. Odgovorila ste tudi na moje podvprašanje, torej kako se pač, če obstaja neka ta slovenska ureditev za reševanje konfliktov na tem področju. Se pravi, zdaj bi povzela, spoznali smo neke pozitivne vidike digitalizacije dela in življenja, spoznali smo tudi številne negativne vidike, algoritemsko upravljanje, algoritemsko zaposlovanje in tudi človeško zaposlovanje. Zdaj pa, Aleksandra, še vprašanje za vas. Kako bi pa lahko dosegli, da ima digitalizacija več nekih pozitivnih kot negativnih učinkov? Ja, preden bom poskušala odgovoriti na to zelo težko vprašanje, bi rada to negativnost mogoče malo pojasnila, kaj to pomeni negativno. Torej, jaz sem se ukvarjala v svojem prispevku in nasploh, ko se ukvarjam z analizo platformne ekonomije in platformnega dela, torej enega dela digitalno podprte organizacije in vodenja in kontrole dela, se ukvarjam pravzaprav z vprašanjem, kako se spreminja načine tega, kako zaposlujemo, kako organiziramo delo in kdo v ekonomiji ima moč. Torej, to je moje vprašanje. In na to vprašanje, če iščete odgovor v literaturi, ki se ukvarja z spremembami pri delu, ne od par let nazaj, ampak 40 let nazaj v tem obdobju. In ko berete empirične raziskave na velikih platformah, ki so vse pomembnejši igralci v svetovni globalni ekonomiji, pol ugotovite, da se dogaja zdaj že 40 let nekaj, kar ni dobro za večino delavk in delavcev, ki so vključeni na ta način v delo. Torej, mi smo pred 40 leti, in to se vleče za mojo generacijo do danes, večinoma delali standardno. Torej, večina ljudi je dobila službe, vsaj v razvitem delu sveta, in to je bila norma tudi za nerazviti del sveta. Dajmo doseči to. Torej, mi smo, s kom tekmuje, moje vprašanje, s kom tekmuje platformna delavka, ki zagotavlja skrb danes. Ne z neformalno delavko, ki še vedno, če je cenejša, zagotavlja skrb. Ona tekmuje z vrtci, tekmuje z bolnicami, ki so svoje delavke, ki so zagotavljale skrb, ustrezno zaposlovale, plačevale, ko so bile bolane in plačevale bolniško odsotnost, ko so imele otroka in plačevale v dobrih sistemih, katerim smo vsi težili. Veste, to je zdaj razlika. In zdaj se dogaja nekaj. Prvo, da je vse večji del gospodarstva se organizira prav na teh velikih igralcih, platformah, ki delujejo globalno, in tudi pri nas še niso tako zelo sploh opazne. Mi jih bolj opazujemo in vidimo in vemo za njih kot ne delavci, ampak uporabniki. In kot uporabniki, veste, imamo ene drugačne možgane, kot ko mislimo kot delavci. Mi uporabljamo platforme, ker so cenejše. Kar nam da, in to je bistvo. Torej, jaz nimam nič proti algoritmov, jaz sem z algoritmi zelo vesela, jaz imam težavo, ko se algoritmi uporabljajo od strani teh, ki z algoritmi zelo veliko služijo in imajo interes, da uporabniki
izberejo platformno delavko za skrb, za razliko od dobro plačane in socialno varne delavke v teh rigidnih, starih, nefleksibilnih organizacijah. Torej, to je moj raziskovalni problem. Moj raziskovalni problem je, in tukaj je težko biti pozitiven. Torej, to je prvi del in zdaj. Mi živimo prekarizacijo dela, skrbstvenega, drugega plačanega in zaradi tega tudi neplačanega že vrsto desetletij. Torej, platformna ekonomija prvič ne prinaša nič bistveno novega, uporablja nove tehnologije in kot vedno v zgodovini pri vdoru nove tehnologije ali pri začenjanju množične uporabe nove tehnologije, vedno smo imeli kolateralne škode. Torej, so ljudje, ki se in so obdobja, ko zelo veliko ljudi zgublja. Enostavno so nekako, ne bom v angleščini, torej zgubljajo in zaradi tega so v strašni eksistencialni identitetni stiski. Torej, to je slabo. V istem času pa tisti, ki kontrolirajo, ki imajo nadzor nad novimi tehnologijami, strahovito pridobivajo. In zdaj, to je igra moči v celotni ekonomiji, ki je vedno globalna, zdaj pa z digitalnimi tehnologijami postaja še bolj enostavno globalna. Torej, veliki igralci so tukaj, imajo veliko moči, mi kot uporabniki izbiramo Amazon Turk pred domačim organizacijo malo dela, ki mi ponuja enega vodovodarja ali mizarja, kateri zaposluje svoje delavce, ker mi je to cenejše, ker mi je to bolj ugodno. Torej, to je en del. Drugi del je pa, da vse več normalnih, navadnih, konvencionalnih delodajalcev uporablja isto logiko. Torej, začenja fleksibilizirati, začenja uporabljati to, zakaj? Ker je v konkurenci s temi velikimi igralci. In zdaj, to je, kaj bi se lahko naredilo? Torej, eno je, da se ne dogaja nič bistveno novega, to smo že videli in so vedno obstajali boji. In ti boji so zdaj več vrst. Prvo so individualni, torej ljudje, ki nimajo zagotovljene plače, ki nimajo zagotovljenih normalnih delovnih pogojev, ki so atomizirani sami proti celemu svetu, ki nimajo možnosti druge zaposlitve in ne zbirajo to, kar jim je prijetno, ampak zaradi tega, ker nimajo druge možnosti. Torej, one se poskušajo prvo izboriti za boljše delovne pogoje z individualnimi strategijami preživetja. In če delajo za eno platformo, pa jim ne zaslužijo zadosti, delajo še za drugo, si izposojajo identitete, delajo, kršijo pravila platform, delajo nekaj, da se rešijo sami zase. Ali pa druga stopnica, se organizirajo. In se organizirajo delavci, ena od največjih platform, ki organizira delo v oblaku in delo na domovih uporabnikov, je Amazon Mechanical Turk. Tam so se organizirali delavci na ta način, da so znotraj platforme imeli svoj prostor, kjer so si posredovali informacije o naročnikih, si olajšali delo. Ko so postali zadosti močni, da je to začelo motiti platformo, jih je platforma uničila, zaprla. Torej, tukaj so omejitve. Drugi nam vidni delavci in te stavke dostavljalcev smo videli v velikih mestih Evrope, razvitega sveta, tudi Latinska Amerika, cela mesta so se ustavila, ker so dostavljalci stavkali. In s temi stavkami so bodisi kdaj mogoče dosegli kakšne premike na samih platformah, da so jim uredili nekaj, kar so hoteli, dvignili plače, uredili, ne vem, plačano popravilo kolesa, ne vem, nekaj takega, ali pa so vršili pritisk in pridemo do tretjega načina reševanja in civiliziranja te nove tehnologije in nove uporabe in novega načina služenja denarja v globalni ekonomiji. Naredili so tak pritisk, da so se začele spreminjati pravni okvirji. Recimo, prva zagotovo ena pomembnejših sodb Vrhovnega sodišča 2021, Vrhovno sodišče Velike Britanije ugotovi, da na pritisk stavko Uberjevih delavcev odloči, ja,
ti ljudje so delavci in imajo pravico na plačo in pokojnino. Torej, to je bilo ključno. Pol isto leto v Amsterdamu sodišče ugotovi, algoritemski nadzor nima tudi takega minimalnega človeškega nadzora, čeprav to zakonodaja zahteva. To je ključno. Pol dobimo lansko leto direktiva o platformnem delu na ravni Evropske unije. Mnogi pravijo že zdaj, to je prepočasen korak, ampak v dobre smeri, torej nekaj. Pol obstajajo tudi, kaj je še dobre prakse. Obstajajo na margini, tako kot vedno, demokratično organizirana platforma podjetja. Torej so platforme, se organizirajo, uporabljajo algoritme, ampak za dobro, uporabljajo tudi demokratične načine vodenja. Torej organizirajo se sami delavci in delajo, seveda nimajo denarja, tako kot kooperativa ponavadi nimajo finančnih mehanizmov, nimajo tako zelo močnega softvera in hardvera. Ko sem govorila o težavah in problemih, mogoče sem en medklic, jaz govorim in proučujem v glavnem negativne posledice na ljudi, na delavke in delavce, predvsem. In to ne so razmerje moči med velikimi lastniki platform in malimi delavci. Narava, okoljevarstvena vprašanja, to je nekaj, o čem se še vedno zelo malo govori. Ti veliki hardware, software, algoritemsko, umetna inteligenca zahteva ogromno energije, ki povzroča ogromno toplote, katero je potrebno shladiti, ogromno energije, toplogrednih plinov, vsega, kar nam je popolnoma jasno v tej stari industriji, tukaj pa nekako napačno mislimo, da nova digitalizirana, vse v oblaku, v zraku, nič. Narava ima grozne posledice. In zdaj, torej, to so nekatere rešitve ali nekateri upori, ki recimo počasi civilizirajo digitalno platformno ekonomijo in so tudi vezani na delavca, so pa tudi drugi akterji, na katere mogoče ne pomislimo takoj, ki so zelo pomembni in z svojih stališč in svojih interesov razmišljajo in delajo, izboljšujejo, bi rekla, na en način to, kako se razvija platformna ekonomija in s tem tudi vsa ekonomija pravzaprav. To so recimo moralna vprašanja. Vi imate leta 2020 podpisan rimski poziv za etiko umetne inteligence. Torej imate ljudi, zelo nenavadna družba podpiše ta poziv, torej visoki predstavniki katoliške cerkve, predstavniki velikih teh korporacij tehnoloških in nekaj politikov, prvo italijanskih, pol pa drugih. Torej razmišljajo o tem, kako etično razvijati umetno inteligenco. O tem istem vprašanju razmišljajo in o posledicah nereguliranega, brez samo za profitu usmerjenega razvoja digitalizacije in digitalnega načina organiziranja dela, tudi razvijalci, inženirji. Imate vse več ljudi v Silicijevi dolini, ki se sprašujejo, kje je meja, zakaj? A mi res delamo nekaj, razvijamo ali delamo nekaj, kar je slabo za ljudi? In se ustavljajo maintainers, vzdrževalci, torej ena velika skupina ljudi, ki je v razvoju digitalnih tehnologij, ki zaviralne politike uporabljajo, torej nočejo več razvijati ničesar, zakaj niso 100% v kateri smeri gre. Torej, to in mogoče še ene najbolj, ko sem prebirala literaturo, Leon Vihtre, en avtor, ki govori in piše veliko o še eni skupini, ki ni prva bila na mojem seznamu teh pozitivnih likov v boju za boljšo digitalno ekonomijo, to pa so umestne, torej ne veliki mogoci digitalni in lastniki velikih, največjih korporacij, ne proletariat, ki nima, ta nov digitalni proletariat je res brez moči. Bistveno bolj iz mnogih razlogov kot proletariat prej, mislim v zadnjem času. Kot proletariat takrat, ko se je ustvarjal v tem odnosu do buržoazije. On opozarja na novo digitalno buržoazijo, torej na novo skupino ljudi, katere so v tem
delitve moči, nekje vmes z digitalnim načinom poslovanja so podjetniki, veliko so zaslužili, imajo investirano veliko interesov in jim ni vseeno, kaj ti, ki imajo največ močni, počnejo. In so se že pokazali kot močni igralci in posredno pomagajo tudi delavstvu, ker želijo pravzaprav doseči manjšo koncentracijo moči. In so primeri že v Ameriki, ko so, ne vem, Apple je moral zaradi zbranih, ne vem, več kot 3000 podpisov teh malih podizvajalcev velike korporacije, enostavno spremeniti pravila njim v korist. Imam mogoče še za konec še nekaj, ampak če me boš posebej vprašala. Mislim, lahko razmišljamo manj ali bolj radikalno. Če razmišljamo zelo radikalno, pol pa so še novi, mogoče pol v diskusiji. Ja, v bistvu imam za vas še eno vprašanje, smo že skoraj pri 1 uri, tako da počasi zaključujemo. Za vas imam še vprašanje o prihodnosti. Me zanima, kako bomo pa delali leta 2030, relativno blizu, relativno daleč. Mogoče lahko gremo tudi pri tem odgovoru zdaj v bolj radikalne prakse. Najlepša hvala. Najboljše vprašanje mi da. Kako bo 2000? Pravi 2030 se rekli. To pa ne pa taka strašna prihodnost. 2030 mislim, da ne bomo še civilizirali absolutno platformno ekonomijo in da bomo imeli empirično delo mi v sociologiji, pravu in sorodnih disciplinah, da empirično delamo in empirično raziskujemo kaj se dogaja tudi v praksi. Zaenkrat mi v Sloveniji v glavnem teoretiziramo, ker je relativno malo vidnega in raziskanega. Torej ne mislim, da se bo karkoli dramatičnega zdaj zgodilo, mislim, da bo vse močnejša, to vsi kazalci kažejo, se le omenila. Povsod na vseh področjih gre za eksponentno rast. Platformne ekonomije in vseh z platformno in digitalizirano ekonomijo povezanih fenomenov. To je absolutno, to moramo vedeti. Kaj pa bi se lahko zgodilo? Na koncu mojega prispevka z slikovnim gradivom in z sklicevanjem ne samo na znanost, ampak tudi na umetnost, odpiram prostor zelo radikalnem premišljevanju, kako mislimo in kako bi lahko mislili odnos med človekom, naravo in tehnologijo in kako mnogi avtorji in avtorice presegajo prvič ta naš individualizem in ta našo nadutost človeško in željo po nadvladi enih do drugih, nas do narave, tehnologije do narave in tako naprej. In se v tem brisanju teh meja, v iskanju, kje se eni novi akterji lahko vzpostavljajo, ko niso popolnoma ljudje, niso popolnoma tehnologija, niso čist naravne ali čist tehnološka bitja ali akterji, se išče odgovore za boljše principe, torej principe in rešitve, ki na boljši način za vse te akterje, torej za naravo, za človeka in za tehnologijo in nas, ki smo zdaj postajamo malo spodalški tehnološki, vse manj naravni, vse bolj tehnološki. Torej, in živimo še vedno v enem okolju in enem z drugimi, kako poiskati rešitve, ki gradijo na enem novem principu, ne pa na principu nadvlade. Kako misliti kolektivno inteligenco, kako misliti dobro, da res človeštvo uporablja ne tisti, ki imajo zdaj trenutno največ nadzora, največ kontrole nad tehnologijo, ki zaenkrat njim prinaša največ koristi. In strašno veliko negativnih posledic za veliko ljudi globalno. Tukaj je tudi govora o tem konceptu štulocen, če se prav spomnim. Ja, točno. Kapitalocen bil nekako in je še vedno absolutna dominacija kapitala nad vsem ostalim in če smo ljudje absolutni vladarji oziroma en del
človeškega rodu, se zdaj pojavlja potreba po kiborgu. Kiborga smo v feministični teoriji spoznali kot eno bitje, ki je med žensko in tehnološko rešitvijo. Danes ta ista Dora Harvey govori o kiborgu kot enem novem, nujnem bitju, ki presega te naše omejenosti. Četrtocen pa je nov akter in novo obdobje, v kateri se zgodi to, o čem sem govorila, v katerem najdemo, upajmo, zelo radikalno drugačno razmerje med naravnim človekom in tehnologijo. Najlepša hvala. Se pravi, če vas te teme še bolj zanimajo, vabljeni k branju knjige Digitalizacija dela in življenja. Jaz bi na tej točki zaključila in se vsem zbranim v prostoru in tudi na podcastu lepo zahvalila za poslušanje. Hvala. Hvala.